Na sejmu Agra se tudi letos predstavlja podjetje Relax Turizem. V moji družbi pozdravljam direktorja odnosov z javnostmi Jožefa Režonja. Gospod Režonja, kaj zajema vaša ponudba na letošnjem sejmu Agra? Ja, ponudba na letošnjem sejmu Agra je zelo pestra. Najprej seveda zahvala tako Agri, da so organizirali tako odličen dogodek, ki vsekakor spada v naše okolje. Hvala tudi vsem obiskovalcem, hvala vsem našim gostom. Mi smo letos za letošnjo Agro pripravili pravzaprav tudi še letos aktualno ponudbo, to so predvsem še počitnice na Mediteranu, tudi na Jadranu. Še vedno v mesecu septembru organiziramo kar 18krat tedensko odhode z ljubljanskega letališča, torej 18 čarterjev, tudi v Črnogoro, v Grčijo kar 10krat, Turčijo 2krat, 3krat tedensko in še na druge destinacije in pa veliko teh eksotičnih potovanj. Pripravili smo tudi zelo priljubljene krompirjeve počitnice, ki so med družinami zelo iskane. Včeraj smo imeli tudi obisk naših prijateljev Čukov, tu je tudi naš maček Reksi, ki razveseljuje najmlajše, torej družine. Na voljo so tudi te jesenske krajše počitnice in pa seveda tudi že silvestrovanje in pa novo leto. Letos bomo praznovali na veliko lokacijah, tudi na bolj eksotičnih, lahko silvestrujete tudi, ne vem, na Karibih, Kuba, Mehika, Dominikanska republika, Sejšeli, Maldivi, Florida, še druge destinacije. Tudi veliko teh paketov v slovenskih zdraviliščih in pa termah, kjer nam tudi procent naših gostov zelo raste. Potem tudi na Hrvaškem, Relaxo Mega Klub bo letos na Makarski rivieri, tam pričakujemo več kot 600 naših gostov, tudi različna silvestrovanja od Beograda, Vojvodine, Banja Luke, ne vem, tu bi lahko naštevali tudi na Malti, še veliko teh različnih destinacij. Predvsem pa smo tu predstavili tudi ponudbo teh eksotičnih potovanj na te bolj oddaljene eksotične destinacije, od Karibov do Sejšelov, Mauricijo, Šri Lanka, Vietnam, Malezija, še bi lahko naštevala veliko tudi te ponudbe. Za obiskovalce pa ste tudi pripravili nagradno žrebanje, malce povejte o tem. Ja, to pripravljamo že 3. leto, namreč sodelujemo tu z organizatorjem sejma Agra, torej z Radgonskim sejmom, kjer vsako leto podelimo odlične nagrade. Tako je tudi bilo letos, ko smo malo prej podelili, tudi tu sodeluje tudi Radio Slovenske Gorice in smo podelili 4 čudovite nagrade in mislim, da si to obiskovalke in obiskovalci tega Radgonskega sejma to tudi zaslužijo. Kako se spreminjajo potrebe in pričakovanja gostov, ki iščejo sprostitev? Pa jaz mislim, da so ta pričakovanja, potrebe turistov, seveda se potrebe turistov spreminjajo iz leta v leto, vsi pa nekako iščemo oddih, sprostitev in pa neko varnost pri teh potovanjih, naj bodo to na bližnje destinacije ali pa na daljne destinacije. Veliko je sedaj povpraševanja po teh krajših počitnicah, zelo pa rastejo v zadnjih letih torej ti letalski paketi. Pa ne samo na destinacije na Mediteranu, ampak praktično po celem svetu. To pa je seveda posledica razvoja te letalske industrije in tudi dejansko tudi cen letalskih kart, ki so nekako drugačne, kot so bile pred 20, 10, 5 leti. Na koncu še povejva, ali načrtujete širitev ponudbe? Pa vsekakor, vsako leto imamo v naši ponudbi nekaj novega, torej v zadnjem času na veliko raste ta ponudba na eksotičnih, teh oddaljenejših destinacijah, tako bo tudi v prihodnje. Predvsem pa v Relaxu nam je ena glavnih nalog sedaj pa prihod gostov iz praktično celega sveta v Slovenijo. Ravno danes smo imeli tudi sestanek s partnerji iz Kitajske v Ljubljani za prihod kitajskih gostov v Slovenijo. To zelo dobro počnemo z Češke, Srbije, z drugih držav. Naj povem, da na področju Pomurja imamo vsako leto, jaz mislim, da vsaj 100 avtobusov, samo za veliko noč pride na počitnice v Pomurje, 30-40 avtobusov in ko bo spet drugo leto tako, bomo povabili televizijo AS, da to posnamejo, ker to je velik dogodek za naš turizem.